Vsekakor največja težava, ki se pa vleče že kar nekaj let in ni to produkt sedanje krize, je plačilna nedisciplina. Problem je namreč v tem, da nekatera podjetja se tudi izgovarjajo in je gospodarska kriza mogoče samo izgovor. Zadnje čase je recimo pogosto slišan izgovor tudi, a ne boste prijavili v pobot. Problem tega je, da se namreč potem gotovinska plačila oziroma denarni tok bistveno zmanjšuje in skrči in tle ne nastanejo problemi. Problem je recimo, če posluješ v tujino pač ne moreš razložiti, da pač nimaš gotovine za plačilo materiala, s tem tvegaš izgubo bonitete, posledično seveda tvegaš slabše dobavne pogoje, daljše dobavne roke, blaga seveda ne moreš dostaviti in ker že prejšnjega blaga, ki si ga že dostavil, nimaš plačanega, novega pa ne moreš dostaviti, se znajdeš v začaranem krogu. Bojim se pa, da ta plačilna disciplina še vedno ni dosegla dna, saj z padcem gradbeništva, ki še ni doseglo dna, bo marsikatera branža še padla in vemo, da je potem pri plačevanju še večji problem. Velik problem majhnih podjetij, mikropodjetij in samostojnih podjetnikov so potem tudi administrativne prepreke, ki jih postavlja država. Vedno več jih je, vedno več je zahtev, vedno se sprejemajo nova zakonodaja, ki prinašajo nove zahteve in to malim podjetnikom krade energijo in čas. Vemo, da mali podjetniki nimajo zaposlenih navadno ljudi samo za opravljanje administracije, to pomeni, da enostavno jemlje čas, ki bi bil lahko produktivnejši. Program se mi zdi realen okvir za doseganje zastavljenih ciljev. Kot pa lepo v programu piše, cilj ni eden sam in fiksen, ciljev je več in vedno moramo zasledovati nove cilje. Nemogoče je povedati, kaj je ta trenutek cilj razvoja Slovenije. Zdi se mi trenutno najpotrebneje konsolidacija in učvrstitev gospodarstva, ker gospodarstvo je temelj nadaljnjega razvoja in druga zelo pomembna stvar je ukrepitev oziroma umiritev človeškega potenciala. Ljudje v Sloveniji so nekako razdvojeni med brezposelnostjo, tajkunstvom, napredkom in pomembno se mi zdi ponovno delu vrniti vrednoto. Tako da cilji programa se vedno spreminjajo. Mislim, da je bolj pomembno, da je program pripravljen tako, da se določeni predlogi različnih ljudi, ki prihajajo, lahko v ta program umestijo in na ta način se pripravijo potrebni predlogi za nadaljnji razvoj na različnih segmentih programa, na različnih plasteh in tudi tako bomo dosegli v bistvu najširše množice ljudi, pa tudi strokovno javnost. Absolutno pozdravljam uvedbo olajšav, tako 40% olajšave za investicije, kako tudi olajšave za razvoj in inovacije. Olajšave za razvoj so nujno potrebne, saj le z razvojem in z novimi vlaganji bomo pospešili gospodarski razvoj. Tukaj predvsem mislim na diskriminatorne trenutne olajšave v investiciji, ki se razlikujejo med mikropodjetji in samostojnimi podjetniki. To moramo absolutno poenotiti. Potem pri tem je pomembno, se mi zdi pomembno tudi uvedba pavšalne obdavčitve za samostojne podjetnike in mikropodjetja, s tem, da bi je bilo potrebno to mejo dvigniti 40.000 evrov na 250.000 evrov, so to majhni pravni subjekti, ki navadno zaposlujejo do 10 ljudi in navadno se ti ljudje nimajo časa ukvarjati z administrativnimi preprekami in davčnimi novostmi in bi lahko ta čas usmerili v svoje delo. Potem zelo pohvalno je ideja o zmanjšanju davčno-administrativnih opravil. Za majhne podjetnike je to obremenitev. Pomembne so predlogi za znižanje davka in trošarin. S tem bi se nekoliko pocenile določene stvari, kar bi poenostavljeno pomenilo pospešitev gospodarstva, pospešitev in povečanje obsega gospodarstva, pa bi tudi pri znižani davčni stopnji pomenilo nominalno povečanje dajatev.
Davčne počitnice smo jih nekateri, ko se to spomnimo, že poznali. Jaz menim, da so to zelo dobra rešitev, saj podjetnik, ki šele začne z podjetniško aktivnostjo v začetku, ima bistveno večje probleme, kot so prevelik dobiček. Kaj pa pogrešam? Kot podjetnica imam rada konkretne naloge in konkretne ideje, kaj in kako narediti. Menim, da je program primeren za ustavljanje konkretnih idej in rešitev, in da bomo na način, kot si ga je stranka zastavila z zbiranjem idej, prišli tudi do točnih idej, predlogov ljudi, ki pač te predloge potem tudi uporabljajo. Moj osnovni predlog je recimo tale, da majhni podjetniki in mikropodjetja bi mogli imeti poenostavljene oddajanje določenih podatkov. Namreč dogaja se nam, da za določene državne institucije še vedno dvakrat ali pa tudi večkrat oddajamo iste podatke, pa čeprav vemo, da živimo v dobi tehnologije in računalništva in bi se lahko mogoče določeni podatki zajemali iz enotne baze podatkov. Druga stvar, recimo, ki je zelo pomembna, je sodelovanje z bankami. V tej gospodarski krizi, ki je sedaj nastopila, je to sodelovanje z bankami majhnih podjetij še bolj otežkočeno. Banke so se nekako zaprle vase, kreditni krč še vedno traje in za pridobitev kredita majhnega podjetnika, majhnega gospodarstvenika je to skoraj misija nemogoče. Potrebno je cel kup podatkov, stvari trajajo bistveno predolgo, preveč so zapletene in na koncu se še lahko zgodi, da ne pride do željenega rezultata. Po drugi strani pa banke ponujajo neke produkte, ki ta trenutek mogoče so pisane na kožo večjim, definitivno majhnim podjetnikom ne. Tako da mogoče to sodelovanje oziroma izboljšava tega bančnega trga bi je nujno potrebna. Pa velik problem je tudi pri nas trg dela. Kako se tega rešiti, to je, mislim, da stvar večjih strokovnjakov in pametnih ljudi. Pri trgu dela smo na koncu v bistvu vsi nezadovoljni. Delavci, ki niso zaščiteni, pa tudi podjetniki, ki težko dobijo dobrega delavca, ga težko dobro nagradijo, slabega pa težko odpravijo, oziroma ne na grd način, ampak vsak delavec vemo, da ni primeren za vsakega delodajalca. In tlele na trgu dela bi bilo potrebno narediti bistveno spremembo. Je pa seveda trg dela povezan tudi z drugimi sektorji, predvsem z šolskim sistemom, pa tudi z reformo pokojninske zakonodaje. Tako da mislim, da je to velik zalogaj, ki se ga je pa treba nekje lotiti na začetku. Seveda, kot ženska imam vedno na koncu nekaj za dodatne. Torej mislim in želim si, da bo ta kriza prinesla k nam čase, ko bodo snovalci novih političnih ali pa razvojnih programov se spustili na realna tla in predlagali in poiskali rešitve primerne Sloveniji in delovali predvsem skupno. Tlele predvsem mislim, da ne bomo gledali na politično, strankarsko ali kakršnokoli drugo pripadnost, ampak delali skupaj v interesu Slovenije in za boljši razvoj Slovenije.